V začetku COVID-19 epidemije je našo družino doletela ena močna preizkušnja, in sicer oče je naenkrat imel ohromljeno desno roko. V dobri veri, da se bo kmalu vrnil nazaj, sem ga peljala na urgenco, vendar temu ni bilo tako. Kmalu so nas obvestili, da so očeta obdržali, da je hroma že njegova desna polovica telesa in v roku 3 dni je bil v komi. Diagnoza je bila klopni meningitis. Preživljali smo v bistvu zelo težke čase. Bili so težki, pa vendar hkrati izredno milostni, saj se je družina kot še nikoli povezala v molitvi. In oče je bil v komi 5 tednov in v teh 5 tednih smo resnično iskreno goreče molili vsi skupaj. In Bog me je v tem času naučil, da moja volja in njegova volja nista velikokrat usklajeni in nista enaki. Zato sem bila tokrat modrejša v molitvi in sem molila: Gospod, če hočeš, ga moreš ozdraviti, vendar tvoja volja naj se zgodi in ne moja. Ti si gospodar njegovega življenja in ti najbolje veš, kaj je dobro zanj, in tako naj se tudi zgodi. Takšno molitev zaupanja je meni in moji družini dajala predvsem obilo miru v tej težki situaciji, saj smo nekako trdno verjeli in zaupali Bogu, da bo resnično naredil tako, kot je prav. In v to nismo dvomili. In v tem času, ko smo očeta obiskovali v bolnici, seveda zaradi covida izredno redko kdaj, enkrat na teden za 10 minut, nam je Bog položil v srce, da naj molimo tudi za vse ostale ljudi, ki so na tem oddelku, ne samo za očeta. In zanimivo je bilo to, da v tem času smo enako po gorečnosti, kot tudi po času molitve, trajanju molitve, smo enako molili za te ljudi kot za očeta. Torej, ko sem začela moliti zanj, sem molila hkrati tudi zanje. In to mi je prinašalo še dodatno veselje in ljubezen. Moj oče se je z tega sveta poslovil 6.7.2020 na praznik Svete Marije Goreti. In zakaj je ravno ta informacija pomembna? Leto dni pred tem mi je meni izredno drag prijatelj, duhovnik, podaril relikvije Marije Goreti. In te relikvije so me spremljale povsod. Nosila sem jih s seboj v službo, ob njih sem molila in tudi seveda, ko sem hodila k očetu v bolnico, so bile z mano. In v tem času smo molili, v bistvu prosili Boga, da bi nam dal še vsaj malo časa, magari 10 minut, da se lahko od očeta poslovimo, vendar se to ni zgodilo. In prav to, da je Bog poklical očeta na praznik Marije Goreti, ki smo jo ves čas v bistvu vključevali v molitev in jo prosili, da naj bo priprošnjica v tej naši stiski in preizkušnji, nam je bilo močno znamenje, da je Bog uslišal naše molitve, čeprav se morda na prvi pogled ni zdelo tako. In iz te zgodbe, bom rekla, iz te naše preizkušnje, iz tega pričevanja, so zame zelo pomembna 3 sporočila, zakaj nikoli nismo sami in da je Bog vedno z nami. Prav ta datum očetove zemeljske smrti in seveda rojstva za nebesa, povezan z Marijo Goreti, je meni močno znamenje Božje bližine in da je Bog poskrbel za mojega očeta. Ves čas se je dalo čutiti, da je Bog ob nas, ker nam je dajal tako močan mir. In takrat, ko smo v viharju, ko smo v preizkušnji in čutimo mir, vemo, da je tukaj Bog na delu. In tretje znamenje bližine je v bistvu molitev za vse ljudi, ki so bili na tem oddelku intenzivne nege. Tako je Bog poskrbel tudi zanje. Če morda nihče drug ni zanje molil, moja družina je. In to so za mene 3 prelepa sporočila Božje bližine, Božje ljubezni. Sporočila, da res iskreno nikoli nismo sami.
in da je Bog vedno z nami, da Boga ni ob meni oziroma jaz nisem ob njemu takrat, ko se odločim, da ne bom odprla vrat svojega srca in svojega življenja na njegovo trkanje. Zato se mi zdi pomembno, da sem res vedno pozorna na to, da ga vključujem resnično v vsako sekundo svojega življenja in da se zavedam, da on najbolje skrbi zame. Hvala.